Anina največja želja in njen čudežen list. Bila je lepa in sončna pomlad, vse je cvetelo in dišalo, ptički so veselo prepevali in žvrgoleli o pomladi. V velikem mestu pa je živela deklica po imenu Ana. Ana je bila zelo prijazna in ustvarjalna deklica. Rada je risala in pisala. Najrajše pa je pisala svoje zgodbe. A imela je tudi težave. Bila je strašansko sramežljiva in se je težko spoprijateljila z drugimi otroki. V šoli so se ji posmehovali in jo klicali čudakinja. Zato je bila Ana žalostna in osamljena deklica. Želela je imeti prijatelja, ki bi jo razumel in jo sprejel prav tako, kot je. Vendar ni našla svojega prijatelja. Nekega dne je Ana odšla v park, da bi se lahko tam malo sprostila. V parku je imela svoje najlepše mesto pod drevesom, kjer je imela mir in tišino. Kjer ni bilo nikogar, ki bi se norčeval iz nje in jo žalil. Tu se je počutila varno in lepo. Ana je tako kot že večkrat doslej vzela s seboj zvezek in svinčnik ter začela pisati novo zgodbo. Pisala je v deželi, kjer je vse mogoče, v deželi, kjer so živeli zmaji, vile, samorogi in druga čarobna bitja. V deželi, kjer je bila sprejeta, v deželi, kjer je bila srečna in svobodna, v deželi, kjer nikoli ni bila sama. Medtem, ko je tako pisala, je opazila, da se je en list na veji začel nenavadno premikati. Bil je tako zelen in tako svež, kot da bi oživel. Ana je z zanimanjem sledila njegovemu gibanju in videla, kako se je spustil z veje in pristal prav na njenem zvezku. Bila je presenečena in hkrati radovedna, saj je želela vedeti, kaj se zdaj dogaja. Pogledala je list in videla, da je to prav poseben list, ki nosi prav posebno sporočilo. Sporočilo je bilo napisano z lepo pisavo
in glasilo se je takole. Draga Ana, prišel sem, da se spoprijateljim s teboj. Prebral sem vse tvoje zgodbe in videl, kako si ustvarjalna in kako velika je tvoja domišljija. Hkrati pa si tudi žalostna in tako sama. Zato sem ti prinesel ta list, ki je poseben. Je del mene in del tebe. Če ga boš obdržala pri sebi, boš lahko pisala še boljše zgodbe. Lahko boš še bolj uporabljala svojo domišljijo in ustvarjala nove svetove. Lahko boš delila svoje misli in občutke z menoj in svetom okoli sebe. Lahko boš imela prijatelja, ki te bo podpiral, razumel in cenil. Ana ni mogla verjeti svojim očem, kaj je ravnokar prebrala. List ji je ponudil najboljšega prijatelja, kar si jih je lahko kdaj zamislila. Ana je bila tako vesela, da je skoraj zapela. Objela je list, ga stisnila k sebi in mu rekla hvala, hvala, hvala. To je najlepše, kar mi je kdaj kdo podaril. Ne vem, kako naj se ti zahvalim. Kaj si želiš, moj dragi list, v zameno? List pa se je nasmehnil in rekel: Oh, moja draga Ana, ničesar ne potrebujem. To, da si ti srečna, je zame največje plačilo. Želim, da nikdar ne pozabiš, kako posebna si in enkratna. Prav tako kot ta list, prav tako kot jaz, tako kot vsaka tvoja zgodba, ki jo napišeš. In da vedno in vselej verjameš v svojo domišljijo in vase, kajti prav v tebi je tvoja največja moč, ki te bo vodila do vsega, kar si boš kdajkoli želela. Ana je še bolj stisnila list k sebi, k srcu in obljubila, da bo vedno verjela vase, da bo vedno verjela v svojo moč in v svojo domišljijo. Tedaj je list utihnil. Postal je prav tako kot vsi listi na drevesu. Vendar je Ana vedela, da ni tako, saj je to njen prav poseben, čaroben list. Zdaj ima svoj čudežen list. Potem se je zazrla v svoj zvezek, ki je še vedno ležal na njenih kolenih. Začutila je, kako se je v njej prebudila nova, ustvarjalna moč. Moč, ki je omogočala, da piše še boljše zgodbe, kot kadarkoli doslej. Moč, ki je omogočala, da ustvarja nove svetove. Moč, ki je sporočala, da je mogoče prav vse. Moč, ki je omogočala,
da ima lahko nove prijatelje. Ana je odprla svoj zvezek ter nadaljevala svojo zgodbo. Ni več pisala o domišljijski deželi, kjer je vse mogoče. Pisala je o deželi, kjer je vse resnično, kjer je vse res. O deželi, kjer je spoznala čudežen zelen list, ki je bil njen prijatelj. List, ki jo je čuval in ji vlival nenavadno moč in upanje. List, ki je bil kot njen angel varuh. Pisala je o deželi, kjer je bila sprejeta, kjer je bila srečna in svobodna. V deželi, kjer je bila prava Ana, kjer se je počutila zaželeno in dobrodošlo. Kjer je čutila svojo moč in kjer je verjela, da je prav vse mogoče. Nedolgo zatem so v park prišli otroci, da bi se igrali. Opazili so Ano ter ji pomahali in jo povabili v igro. Ana je previdno vstala ter se začela igrati z drugimi otroki. Bila je srečna, ker je dobila še veliko novih prijateljev. In tako se je zaključila pravljica o Ani in o čudežnem listu. To je pravljica prav o posebnih angelih, ki nas vedno varujejo in ki vedno bedijo nad nami. O angelih, ki nas čuvajo na vsakem našem koraku. Pravljica o deklici Ani, ki je ujela čudežen list. Pravljica o zvezku, ki je spremenil njeno življenje. Pravljica o domišljiji, ki je vodila do čudežev. Pravljica, kjer domišljija ne pozna meja. Pravljica, kjer nam je vse mogoče. Tudi vi, dragi otroci, zaupajte sebi ter verjemite, da imate v sebi prav vsi skrito neverjetno moč. Moč, da lahko storite in imate prav vse, karkoli si želite. Naj vas ta čudežen Anin list opominja, da vam je mogoče prav vse in da nemogoče ne obstaja. Srečno, moji dragi ustvarjalci! Nenehno ustvarjajte svoje življenje in živite svoje sanje vsak dan, vsak trenutek. Tudi če ste v tem trenutku morda nesprejeti in neljubljeni, vedite, da to ne bo večno trajalo. Verjemite v majhne čudeže, verjemite, da se lahko prav vi odločite, da vam bo lepo in prijetno.
Prav vi ste tisti, ki se lahko odločite, da se bo vse to, kar vam ni všeč, spremenilo. Verjemite vase, jaz globoko verjamem vas in vas imam nad vse rada. Prav vse vas objemam. Srečno, moji dragi ustvarjalci.